Domnevno želi Kremlj mobilizirati pol milijona vojakov v Ukrajino, da bi nadomestil pomanjkanje ruskega napredka tam v tem koledarskem letu doslej. Samo po sebi razumljivo je, da bi to za Putina predstavljalo ogromno politično tveganje. Od te politike se je umaknil za skoraj 4 leta, ker je bila izjemno nepriljubljena, ko jo je nazadnje poskusil uvesti. Danes pa moramo raziskati bolj subtilno politično tveganje, o katerem nihče ne govori. Kaj se zgodi z blaginjo tistih, ki ostanejo? Seveda bo vsak, ki ga pošljajo v Ukrajino, besen. Pri doseganju te točke bo prišlo do precejšnjih notranjih pretresov, saj bodo povprečni Aleksandri poskušali na vse mogoče načine ubežati služenju. Prijatelji in družina tistih, ki so bili napoteni, bodo prav tako jezni, njihove skrbi pa bodo vztrajale, dokler se zelo posebna vojaška operacija ne konča. Vendar pa, če Kremlj politično preživi proces mobilizacije, se bo glavna politična skrb znova osredotočila na to, kako se 75 milijonov ruskih delavcev počuti glede splošne vojne situacije. Do zdaj jim je vojna koristila. Rusko ministrstvo za obrambo je ustvarilo umetno povečano povpraševanje po delovni sili, tako v smislu prostovoljnih pogodb za vojake, kot tudi za tovarniške delavce, ki podpirajo vojaško proizvodnjo. Povprečne realne plače v Rusiji so višje, kljub nestabilnemu rublju in naraščajoči inflaciji. Če povzamem vojno v enem stavku, smo bili priča ogromnemu prenosu denarja z ruskih oligarhov na ruski delavski razred za podporo Kremljevemu projektu iznečimernosti. Posledično, če bo mobilizacija še naprej pomagala ruskemu delavskemu razredu, potem ima Kremlj vsaj nekaj pozitivnega. Če bo varnostni aparat preživel začetne težave mobilizacije, bodo resnično nezadovoljni ljudje na fronti predaleč, da bi predstavljali grožnjo Moskvi. Če ne, potem je mobilizacija dvojni udarec. Tudi če lahko nekako prisilite pol milijona mož v Ukrajino, se boste še vedno morali soočiti z delovno silo, ki se bo prav tako spravila nad vas. Poglejmo torej mimo tistih, ki so bili poslani v Ukrajino in so pod to politiko očitno na slabšem. Prav tako prezrimo tiste, ki se izognejo naboru, tako da zapustijo državo in odidejo v Turčijo ali drugam. Čeprav se bodo uspešno izognili klavnici, so tudi oni na slabšem kot pod trenutnim stanjem. Sicer bi že zapustili Rusijo. Namesto tega nas bodo zanimali le tisti, ki so ostali in še vedno prihajajo na svoje izmene. In ostanite z mano še nekaj časa, ker bodo naši prvi vtisi zavajajoči. Do te mere, da bo za vas zabavna stranska igra najti skrito predpostavko, ki podpira celotno teorijo. Pravzaprav ta zgodba še vedno ne dobiva pozornosti, ki bi bila sorazmerna s tem, koliko bo narekovala prihodnost vojne. Ko smo nazadnje zaključili ta pogovor, je to resnično dosegalo le specializirane medije. Od takrat je dobila nekoliko širšo medijsko pokritost, vendar še nismo videli, da bi se razširila na glavne medije, ki bi potem omogočili, da bi posledice prejele ustrezno javno presojo. Za to pomanjkljivost vem zahvaljujoč ponovnemu sponzorju današnjega videa, Ground News. Še vedno rad vsak dan prejmem svoj dnevni povzetek, da sem prepričan, da ničesar ne zamudim. Naprimer, ko je State Department uporabil popolnoma grozljiv zemljevid, ustvarjen z umetno inteligenco. Še vedno več pozornosti temu kot zgodbi o mobilizaciji. In potem, jaz osebno sem se vedno veselil obiska celinske slanokoščene obale. Medtem pa lahko z opiskom ground.news poševnica Lines on Maps ali skeniranjem QR kode na vašem zaslonu izkoristite fantastičnih 40% popusta na ročnino Vantage, ki vam omogoča dostop do vsega, kar ste tukaj videli, in še več. Zato še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. V redu, pojdimo na finančno vprašanje. Naše osnovno pričakovanje, poudarek na osnovno, za ruskega delavca je, da bo zaradi mobilizacije na boljšem. Razlog je osnovna ekonomija ponudbe in povpraševanja. Manj ljudi je na voljo za enako število delovnih mest kot prej. Delodajalci morajo za zapolnitev prostih delovnih mest in preprečitev, da bi jim trenutne zaposlene speljali drugje, zvišati plače. Tako preprosto je. Morda to zgodbo že poznate iz druge svetovne vojne, ko je skupina Američanov odplula čez Pacifik in Atlantik in nenadoma so plače za tiste, ki so ostali doma, močno poskočile. Lahko pa greste še dlje nazaj,
do črne smrti, ko je umrlo še več ljudi in so delavci zaradi pomankanja delovne sile izsilili višje plače pri svojih delodajalcih. Kar zadeva obseg teh povišanj plač, se moramo zanašati na tisto, kar bi lahko najbolje opisali kot utemeljeno ugibanje. Začnemo lahko tako, da malo bolj razmislimo, kaj se tukaj pravzaprav spreminja. Ni samo 500 tisoč moških, ki odhajajo v Ukrajino. Upoštevati moramo tudi, da več ljudi iz delovne sile zapušča državo, da bi se izognil služenju. Zadnjič, ko se je to zgodilo, ko je Rusija mobilizirala le 300 tisoč moških, je državo zapustilo približno od 300 tisoč do 700 tisoč ljudi več. Za trenutno situacijo recimo 500 tisoč. To vzame število mobiliziranih kot spodnjo mejo ocene, kar nadomesti tiste, ki bi danes načrtovali odhod, pa so že odšli leta 2022. Pustimo ob strani, da je treba te mobilizirane vojake obleči, opremiti in oborožiti. Pričakovali bi lahko, da se bo vojaška proizvodnja povečala na približno polovico števila mobiliziranih, da bi pokrili te potrebe, čeprav se bomo k izvedljivosti tega še vrnili čez trenutek. Če povzamemo, dobimo primanjkljaj 1 250 000 na trgu dela, glede na skupni trg dela približno 75 milijonov. Običajno 1% premik v povpraševanju po delovni sili glede na ponudbo povzroči približno 0,3 do 0,4% povečanje plač. Primanjkljaj 1 250 000 glede na skupno delovno silo 75 milijonov pomeni premik za 1,67%. To pomeni skupno rast plač v razponu od 0,5% do 0,67%. Vendar pa bi bil velik del teh dobičkov kratkotrajen, saj bi delodajalci na dolgi rok zmanjšali zaloge opreme, da bi se prilagodili novemu stanju in celotno gospodarstvo bi se skrčilo. Po drugi strani pa Rusija trenutno ni normalna država. Govorimo o premiku za 1,67%, medtem ko je brezposelnost tik nad 2%. In rast plač se eksponentno povečuje, ko se približujemo polni zaposlenosti. Ne bi bilo noro misliti, da se bodo plače zvišale 4-krat hitreje, kot bi se običajno, kar ustreza povečanju od 2 do 2,67%. In ne bi bilo presenetljivo, če bi čez 6 mesecev izvedeli, da je bilo še več. Kaj naj si o tem mislimo vsebinsko? Če uporabimo spodnjo mejo ocene, je 2% povečanje nekaj, kar bodo delavci opazili, čeprav jih to ne bo spremenilo v lojaliste Kremlja. Ena stvar, ki jo je treba tukaj upoštevati, je, da je ruska delovna sila skoncentrirana na spodnjem delu dohodkovnega spektra. Nekdo, ki v Združenih državah zasluži $50 000, morda ne bo toliko občutil dodatnega $1000 dohodka. Da, morda bi bilo lepo odplačati nekaj dolga ali dodati na pokojninski račun. Verjetno pa to ne bo odločilna razlika. Če pa ste Rus in zaslužite 5000 rubljev na leto, je lahko teh dodatnih 100 rubljev razlika med tem, ali bo vaša družina jedla ali pa bo kdo ostal lačen. Zato bi tiste, ki so ostali doma, opisal kot zadovoljne s tem delom situacije, glede na spodnjo mejo ocene. Stvari postanejo bolj zanimive, če tukaj močno podcenjujemo učinek. Realne plače so od začetka vojne rasle za približno 5% letno. Vendar je težko presoditi, kolikšen del tega učinka je posledica zmanjšane ponudbe delovne sile in zdaj že ugrajenega šoka povpraševanja zaradi vojnega gospodarstva ter dolgotrajnih učinkov konca pandemije. Če bo dejanska sprememba za leto 2026 dvakrat večja, torej 10%, boste doma začeli imeti zelo zadovoljne ljudi. Če delate v Kremlju, vas je vse, kar ste do zdaj slišali, verjetno precej navdušilo. Plačate lahko en strošek, potem pa sta lahko volk sit in koza cela. Če preživite politične turbulence začetne mobilizacije, dobite vojaško moč, pridobljeno s prisilo na bojišču proti Ukrajini. Poleg tega imate doma še 2 zelo zadovoljna delavca. Zdaj pa je čas, da pokvarimo zabavo. Se spomnite, kako sem rekel, da obstaja skrita predpostavka, ki poganja vse, kar sem prej povedal? Ste jo opazili? 3 stvari so doslej poganjale rast plač za ruske delavce. Prvič, zmanjšanje delovne sile zaradi vseh, ki so bili napoteni v Ukrajino. Drugič, povečanje povpraševanja po delovni sili za z vojno povezana dela, doma. In tretjič, pogodbe ministrstva za obrambo, ki so bile potrebne za vzdrževanje prvega dela.
Ampak pomislite, kaj se bo zgodilo, če se bo Kremelj odločil za mobilizacijo. Celoten smisel prisiljevanja 500 tisoč vojakov, da gredo v Ukrajino, je v tem, da jim Kremelj ne bi rabil plačevati tržnih plač. Če je temu tako, bi bilo pričakovati, da bo Kremelj takoj, ko bodo ukazi za mobilizacijo podpisani, umaknil pogodbene ponudbe. Ali pa jih bodo zmanjšali na tako majhen znesek, da za to enačbo ne bodo več pomembni. V bistvu zgolj minimum, da ujamejo najbolj ideološko usmerjene ruske državljane. Ne glede na to, si je težko predstavljati, da bodo enaki plačni pritiski preživeli nov razporeditevni načrt. Trenutno Rusija po ocenah vsak mesec sklene pogodbe s približno 30 tisoč vojaki oziroma 360 tisoč na leto. To ustvarja ogromen pritisk navzgor na vse druge delodajalce v državi. In dodatno opazite, da so se te plače s časom še naprej povečevale pri pogodbah Ministrstva za obrambo. Z drugimi besedami, v 2 mesecih je mogoče, da bo najbolj finančno privlačna alternativna možnost zaposlitve za ruske delavce čez noč izginila in ta del enačbe plačnega pritiska pade na raven poletja 2022. In zdaj moramo ugotoviti, ali bo manjša ponudba delavcev za civilna delovna mesta prevladala nad učinkom izginjajočih pogodb Ministrstva za obrambo. Žal na to ne morem dati jasnega odgovora. To zagotovo ni nekaj, za kar bi ruski ekonomisti želeli uporabiti zasebne podatke za poskus ocenjevanja. In pravilen odgovor v tem kontekstu je izjemno pomemben. To je lahko razlika med tem, ali politika mobilizacije prinese Putinu nekaj pozitivnega, ali pa je dvojna katastrofa. Predstavljajte si, kako Kremelj najprej poskuša obvladati javni odpor do pošiljanja vojakov tja, nato pa se ruski delavci nenadoma znajdejo občutno revnejši. Ena stvar, ki je površni opazovalci vojne razumejo, je, da je Kremelj politično vzdrževal vojno, deloma zato, ker ima povprečen Rus od nje koristi. Spet gre za velik prenos denarja od ruskih oligarhov k ruski delavski razred v korist Kremeljevega projekta za prestiž. To bi bila precej drzna politična poteza, če bi jim to vzeli izpod nog, ravno v času, ko Ukrajina povzroča velike preglavice z rusko oskrbo z bencinom in industrijo spletne trgovine. Še ena stvar, ki jo je treba dodati, je, da bi morale plače deloma vzdrževati tudi potrebe mobiliziranih vojakov po opremi. Tako bi lahko dodatno povpraševanje po delavcih doma nadomestilo izginotje pogodb z Ministrstvom za obrambo. Ali se bo to zgodilo, je odvisno od razpoložljivosti ruskega proizvodnega kapitala. Ne morete proizvesti več opreme brez strojev, ki bi to omogočili. Če pa so edini stroji, ki jih imate že tam, potem boste na koncu dobili enako količino proizvedene opreme, ki pa bo razdeljena med veliko več ljudi. In če je v obstoječih tovarnah le malo prostora za širitev, bodo tudi v tem primeru večino koristi pobrali obstoječi zaposleni z nadurami, namesto da bi se koristi razpršile po širšem trgu dela. Končni rezultat tukaj je, da bo povprečen Rus še vedno na boljšem v primerjavi z alternativnim scenarijem, kjer vojne sploh ne bi bilo. Toda to je že vključeno v to, kako ruski državljani dojemajo vojno. In kar se bo zgodilo, če predpostavimo, da prevlada učinek izginjajočih pogodb, je to, da se bo kup delavcev nenadoma počutilo revnejše. In zaključiti moram z opombo, da nič od tega ne upošteva naključnih učinkov mobilizacije namesto uporabe ekonomsko učinkovitega sistema pogodb. Nekatera delovna mesta so komplementarna, kar pomeni, da moja prisotnost povečuje tvojo produktivnost in obratno. Na primer, če sem jaz strokovnjak za teorijo pogajanj v kriznih situacijah, ti pa imaš znanje o tej temi in si hkrati strokovnjak za videoprodukcijo, potem drugega dopolnjujeva pri končni izdelavi videa. Težava nastane, ko te mobilizacija naključno pošlje na fronto. Zaradi zmanjšanja delovne sile zaslužim manj denarja. Razlog, da se to ne zgodi v sistemu prostovoljnih pogodb, je ta, da posamezniki s komplementarnimi sposobnostmi prejemajo plačne dodatke od svojih delodajalcev, prav zato, ker je s tem povezano poslovanje krhko kot hišica iz kart. Naš delodajalec mora res obdržati oba tukaj, da ohrani ta dobičkonosni posel. In način, kako to delodajalci naredijo, je, da nam plačajo več. Ne glede na to, kako se bo razpletla vleka vrvi med manj Rusi na trgu dela in manjkajočimi pogodbami Ministrstva za obrambo, bo to zagotovo negativno vplivalo na plače. Spet, kako se bo vse to izšlo za Rusijo, nam je od zunaj težko oceniti.
Pravzaprav je to težko napovedati tudi za nekoga od znotraj. Zato bomo, če bo Kreml res izpeljal svoje domnevne načrte za mobilizacijo septembra, priča največji notranje politični napetosti v Rusiji od jeseni leta 2022. Še enkrat, hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite ground.news/LinusOnMaps ali skenirajte QR kodo na zaslonu in si zagotovite izjemnih 40% popusta na paket Vantage. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.